Od razvijalcev Ryuga Gotoku Studio, ki so tudi ustvarili Yakuzo, je prišla še ena uspešnica imenovana Judgment. Zgodba govori o odvetniku, ki postane detektiv in išče pravico v koruptivnem svetu. Izšla je v letu 2019 za PlayStation 4, tokrat pa je na voljo še za PlayStation 5, Xbox Series X in Stadia. Igrate kot Yagami, bivši odvetnik z temno preteklostjo. Nad njim visi oblak krivde, saj je takrat, ko še je bil odvetnik, spustil napačnega človeka na prostost. Takoj, ko sem vstopila v igro, sem spoznala, kako je Yagamijeva preteklost vplivala na to, kje je zdaj. Spoznala sem nekaj glavnih karakterjev v igri in že sem začela z zgodbo in tutorialom. Začela sem kar z sledenjem nekega detektiva, od katerega sem morala pobrati denar, ker je bil dolžan. Prvo, kar sem se naučila, je, kako potekajo kontrolke za pretepanje. Niso pretirano komplicirane, imate pa kar nekaj norih potez na voljo. Pri pretepanju lahko uporabljate tudi okolje, kot so avti in stene ter naključne predmete v bližini. Lahko se izogibate napadom in se branite, imate pa na voljo tudi razne EX Actions, ki so dejansko finisherji. Na voljo imate tudi dva stila pretepanja, ena je za samo 1-na-1 Tiger, druga pa je za večje skupine imenovana Crane. Ko sem opravila za skupino ljudi, ki me je napadla, sem odšla naprej. Tako sem si lahko ogledovala prelepo mesto. Grafika na PlayStation 5 je res prelepa in mesto je polno ljudi, zgradb, luči in reklamnih napisov. Dobite pravi pridih kamoročo mesta, kjer se vse dogaja in je na voljo tudi v Yakuza seriji. Raziskujete lahko vse ulice tega mesta in celo vstopate v določene zgradbe. Najbolj sem bila presenečena nad tem, da lahko ne samo vstopam v zgradbe, ampak tudi v posamezna nadstropja. V igri imate ogromno za raziskati samo v tem mestu. Najbolj pa sem se veselila detektivskega dela igre. Ko sem sledila detektivu, je ta zašel in moj pomočnik mu ni mogel več slediti, ker bi se izdal. Takrat sem prvič spoznala Tailing Search Mode. Dobila sem sliko osebe, ki jo iščem, in sem morala res podrobno gledati obraze ljudi. Ko sem ga našla, pa sem mu dejansko morala slediti in se skrivati, če je slučajno postal sumljiv. Na vrhu ekrana je bil meter sumljivosti, ki se ni smel napolniti. Če se je bilo konec misije. In to je samo ena izmed mnogih mehanik v tej igri. Ko sem ugotovila, kam gre detektiv, sem ga lahko pretepla in vzela denar. To je bilo konec prve misije in dobila sem intro Judgmenta. Tukaj je šele začetek igre. Bolj kot sem napredovala v igri, več stvari sem odklepala in vedno več mehanik, kar me je malo zmedlo in sem včasih pozabila, katera kontrolka je uporabljena zakaj. Ugotovila sem, da lahko vozim dron, si nadgrajujem razne spretnosti, spoznavam nove ljudi in jim delam usluge in tako dobim pomoč pri katerih misijah. Lahko si dekoriram stanovanje, iščem novo glasbo in celo zbiram mačke. Celotna izkušnja je bila nekaj posebnega. Zgodba je ekstremno dolga, saj po skoraj 5 urah igranja in raziskovanja nisem vsega raziskala in sem prišla komaj do drugega poglavja igre. Kar naprej se je zgodba zapletala in postajala vedno bolj zanimiva. Malo me je spominjala tudi na Final Fantasy, saj tudi tam uporabljajo različne mehanike. Igra je res vredna svojega denarja, na voljo imate več ur igranja, odlično zgodbo, skoraj da ni kar ne bi imela. Tako dobro implementirane mehanike in zgodbe še nisem srečala. Igra je pustila dober prvi vtis in z veseljem jo bo odigrala do konca. Toplo priporočam čisto vsem igralcem, saj negativnih stvari v igri skoraj da ni. To bi bilo od nas iz GameGanga vse. Hvala za vaš ogled in želim vam prijetno igranje.